Pozdravljen, Miha Robnik, nov zagovornik načela enakosti, se pravi, imaš novo zakonodajo, kaj boš s tem počel tukaj na tem novem inštitutu oziroma starem, pa vendarle z novo zakonodajo, kje se boš lotil zadeve oziroma kje si se lotil zadeve. Ja. Hvala za intervju, za priložnost. Torej, nova zakonodaja v Sloveniji odpravlja zamudo, ki jo imamo od včlanitve v Evropsko unijo, ko bi morali imeti neodvisno in samostojno telo za varstvo pred diskriminacijo. In tega mi na zakonodajni ravni nismo imeli smo sicer zagovornika načela enakosti, ki je funkcioniral do tega zadnjega leta kot uslužbenec Ministrstva za delo, družino in socialno zadevo. In ko je Slovenija prišla v postopek pred Evropsko komisijo, ker ni implementirala tistega dela direktiv, ki državi nalaga imeti neodvisno in samostojno telo, je bil eden od očitkov tudi to, da v Sloveniji že na prvi pogled jasno, da nekdo, ki deluje znotraj strukture ministrstva, ne more neodvisno in samostojno preiskovati diskriminacije in pravzaprav tudi predlagati sprememb in delovati na tem področju, če je sam del ustroja enega od ministrstev. Šlo je za to, da je bilo potrebno to institucijo v Sloveniji emancipirati. In ko je bil sprejet zakon o varstvu pred diskriminacijo aprila 2016, in stopil v veljavo, je potem dobil novi bodoči organ, torej ta pooblastila in pa tudi naloge. Naloge v smislu 21. člena. Raziskovati področje diskriminacije, spremljati, kaj se dogaja na ravni državnih organov in reagirati na konkretne prijave, jih v bistvu, če je to potrebno, s pomočjo inšpekcijskega nadzora odpravljati, ali pa izrekati ukrepe odprave oziroma zastopati nekatere pobudnike pred sodišči. Skratka, zdaj so se temu organu podelili neki mandati na papirju. No, to se pa Na tako papirju. poudariti, ja. Ker to zgodbice tisti, ki se ukvarjamo s raznimi diskriminacijami, poslušamo že kaj, ne rečem 15 let, Tako. ali več, ker je bil najprej urad za enake možnosti, na kamer sem se jaz velikokrat obračala, pa sem dobila odgovor, da ne, tako se ne robe obračati, ker oni so za enakost med spoloma, pa sem rekla, da jaz sem spolno bitje. No, skratka, dlje od tega nismo prišli, tako da se bojim močno, bojim, da je tudi ta kao prenovljen institut z na papirju razvejanimi možnostmi, bomo Švicar. Črka na papirju, ne, če smem. Okay. Moja prva opažanje v bistvu v oktobru, ko sem stopil v to hišo, je bilo to, da pravzaprav ni bilo pripravljeno še nič za to, da bi ta organ lahko delal. To pomeni, da ko sem jaz prišel, praktično ni obstajala pravna oseba, temu pa se reče samostojni organ. Ni obstajal tisti nek temelj, pravnost delovanja in sredstva za delovanje so bila pač v neki skici očrtana, vendar to je daleč od tega, da bi to realno lahko tukaj kdo, razen mene, ki sem bil izvoljen, tudi delal. No, to se ne morem strinjati. Tukaj je bil zaposlen Boštjan Velik Šetinski, je bil tukaj in je nekaj pesov naredil, tako da to ne moramo čisto biti. Absolutno. Ampak, no, kako bo začel ti? Ne, bil je zaposlen pod prejšnjim mandatom in s prejšnjimi pristojnosti, ki jih je izvajal iz ZUNEA, zakona pred Zvardom. Ja. In zdaj, ko sem pač jaz nastopil, je Boštjan Velik Šetinc odšel, jaz pa sem imel pred sabo pač te člene, ki jih imam tukaj stalno pač na steni, namreč postaviti
razmere, v katerih bomo tudi delovali. Ne? To se pa v kontekstu odvijalo tako, da sem najprej pogledal, kaj je on tudi meni zapustil v smislu spisov in nerešenih zadev. Ne? Bil sem presenečen, zdaj pač tega je bilo blizu 300, mislim, da 278 nerešenih zadev, nezaključenih zadev in seveda in zelo različnih, tematsko, po vseh, razpršene pravzaprav po vseh osebnih okoliščinah, na katerih in tudi kakšnih intersekcij diskriminacij, ne? In po različnih področjih pač življenja in po različnih oblikah diskriminacije. Ne? Tako da to je en tak zelo velik korpus stvari, ki ga očitno pač ena oseba seveda ni mogla obvladati na način, kot je pač to on takrat v okviru ZUNEA poskušal. Ne? Hkrati so pa kot posledica tega, da je od meseca maja veljal že ZVARD, ljudje pošiljali pobude in prijave in pričakovali, seveda, da bo nov organ začel logično delati. Ne? To pomeni, da bo začel izvajati postopke ugotavljanja, ali je neka prijava diskriminacija ali ne, in potem ukrepanja v smislu odrejanja, prekinite to diskriminacijo, ali v bistvu drugih korakov, ki jih zakon zdaj predvideva, v primeru, da kršitelj te diskriminacije ne preneha. Ne? In pri formalizaciji tega je v zdajšnjem, pač teorih 6 mesecih bilo opravljeno to, da sta zdaj poleg mene v uradu zaposleni 2 pravnici, ki imata inšpektorski izpit in postopke lahko delata, in v zadnjem mesecu smo se sestali z različnimi inšpektorati. Zdaj, zakon je trenutno napisan tako, da lahko zagovornik sicer vodi postopke in odloča na ravni ukrepov v smislu priporočil. Ne more pa izrekati prekrškov, zato ker je bila v zakonu narejena taka rešitev, da ta organ pravzaprav ne more, tako kot drugi inšpektorati, pač na licu mesta tudi izreči kakšno sankcijo kršitelju v primeru, da je diskriminacija dokazana. A boste kaj bolj učinkoviti kot varuhinja človekovih pravic? Ja, zdaj... A bo prevladala vsebina? Ali forma, ja. To je vprašanje... najbolj pereče vprašanje za tiste, ki doživljajo diskriminacijo. Ja, se strinjam. In to je nekaj, o čemer jaz pač razmišljam non-stop. Zdaj, moje stališče je, in naredil sem že korake, v katerem bomo s tistimi potezami, ki jih bomo potegnili, naredili, trdni v smislu, da bodo tudi pravno v skladu z zakonom in da ne bodo na neki naslednji inštanci padle. Zato smo se zdaj sestali z inšpektorji, ker če tako kot zakon veleva, mi ugotovimo diskriminacijo in za prekršek moramo zadevo izročiti določenemu inšpektoratu, ki to pokriva. Kar pomeni, da je tukaj neka določena prehod, kjer je odvisno od tega, kaj bodo zdaj ti inšpektorati z našimi predlogi naredili. In zdaj smo naleteli na to, da si različni inšpektorati različno tolmačijo zakon. Dobrodošli v Slovenijo. Ja, in to je bilo noro, pač ta spoznanje, v tem smislu, da mi lahko sicer ugotovimo in izrečemo, ja, tukaj prenehajte diskriminacijo, ampak pristojni inšpektorat se bo sam odločil, ali bo na podlagi naše ugotovitve, ker bomo mi javili na odstopni primer v resnici, tale počne to je v neskladju z zakonom o varstvu pred diskriminacijo, predlagamo prekrškovni postopek. Ampak inšpektorat je samostojen in tu se v bistvu moč sankcioniranja vrača nazaj v organe v sestavi, ki so pa del izvršne oblasti. To je že druga faza. Greva mi do začetka, to sem bila čisto vprašanje, govoriva že 10 minut. S kakšnimi oblikami diskriminacije si se zdaj na hitro seznanil? V lanskem letu, jaz sem pregledal pač vse prispele prijave za lansko leto. Ne, zanima me to, ampak tudi me zanima malo bolj tvoja vizija, kako boš ločil. Prej si rekel, da so zelo različne tematike, zelo različna področja
in za verjetno neko lažje obvladovanje moramo narediti neke kategorije oziroma strukturne prioritete. Ne? Nekaj je posameznik, ta pa ta, da se mu zgodijo to pa to. Ampak to se bo zgodijo še 200 tim, če ne bomo mi na neki strukturni ravni ukali zatrditi to prakso ali pa ta način razmišljanja. Ja. To je tisti point, po mojem. Ja. Zdaj, ampak za strukturne premike je pa potrebno v bistvu pridobiti v to koalicijo, če tako rečem, tisti, ki bodo potem zakonodajne spremembe ne samo sprejeli, ampak tudi izvedeli, zaveznike v danem političnem prostoru, v danem okolju. Ne? Ja, dobro, to je druga faza. Najprej je treba detektirati. Torej probleme, absolutno. Ja. In zato sem jaz zdaj v prvi fazi za 2 meseca, ko sem bil lansko leto na tej funkciji, začel z pregledom vseh primerov, ki so bili prijavljeni in sem naredil najprej nek statističen pregled. A ne? To nas ne zanima. Ja, ampak neka slika pa je, a ne, o tem, ampak v redu. Mimo grede, a ne, zdaj zakon govori o invalidnosti, jaz se zavedam tudi, da je ta termin problematičen, a ne, invalidnosti, hendikepu in v tem smislu je ravno ta okoliščina tista, ki je številčno najpogostejša okoliščina, ki jo zatrjujejo kot razlog diskriminacije prijavitelji. A ne? In mora že zato, po mojem mnenju, imeti v bistvu prioriteto tudi pri naslavljanju strukturnih vprašanj. A ne? Neka povezava med tem individualnim nivojem, a ne? Kjer prijave prihajajo od ljudi in tistim, kar bo se na sistemski ravni dogajalo, ne, je po mojem mnenju smiselna. Ja, to je nujno. In drugo, kar smo začeli vzpostavljati, pač to razmerje trenutno z ministrstvi, kjer smo jih vprašali, ne, ker to je pa naloga pač tega organa tudi po zakonu, da spremlja, katere ukrepe spodbujanja enakopravnosti izvršna veja oblasti izvaja. Ne. In smo naslovili na vsa pač relevantna ministrstva to vprašanje in dobili v bistvu nekaj predhodnih odgovorov, ampak zdaj jih še čakamo, ne, da nam jih pošljejo. Zdaj, oni so si vzeli en čas. Ne. Naprimer, čeprav smo bili presenečeni, ker se je nekaterim to zdelo, zakaj pa to nas sprašujete, a ne? V bistvu pa kaj se zdaj vi greste, ne? Pod koga pa vi spadate, naprimer. A ne? Jaz sem zaznal eno nelagodje ob tem, ko smo začeli mi pač suvereno spraševati, v redu, zdaj bomo mi pogledali, kaj je na nivoju ministrstev sistemskih ukrepov, ker delamo spremljanje, a ne? Kaj ste uvedli, kaj je vaš načrt, če imate ukrepe, kakšne rezultate so proizvedli in kakšne učinke vi od teh rezultatov vidite. Ne? In potem, ko bo pač oni to nam oddali, bomo zanalizirali, evalvirali in iz tega naredili konkretnejša priporočila. Bo pa v tej fazi nujno vključiti v ta proces, ko bo naša prva analiza evalvacija narejena, predstavnike teh družbenih skupin ali pa nevladnih organizacij, bodi si po okoliščinah ali po oblikah diskriminacije in po področjih, ki pa zares v nulo poznajo to temo. A ne? In jaz si predstavljam ta del, zberemo to, kar zdaj ministrstva poročajo, dodamo nevladni del in vse skupaj zapakiramo kot priporočila in naslovimo. To, na sistemski ravni si tako pač mislim, da bi lahko bili uspešni, ker ta način bo tudi ves čas kazal, kje se ustavlja. Ne? Kakšna so pa tvoja vizija in strategija na področju dezinstitucionalizacije? Veš kaj o tem? O tem nekaj vem, ampak v bistvu ne dovolj. No? Tukaj moram priznati, da na vseh okoliščinah diskriminacije nisem najbolj še podkovan in se bom mogel tudi jaz učiti od tistih, ki to veste bolj. Tako da, to je ena huda tema tudi na ravni človekovih pravic, da so ljudje pri 25 letih zaprti v dom za ostarele, samo zato, ker pač nimajo možnosti, da bi živeli doma v domačem okolju. To je zelo problem, ki se ga vsi utepajo in ne vem,
kaj ne rečem, mislim, da je to mrzljivo, da v tem tisočletju moramo sploh razlagati, zakaj je temu tako. Ne? In so ljudje pač dani v domove samo zato, ja, ker imajo hendikepa, ne? Ker ne morejo biti doma. In je to institucionalna rešitev, ki je plačana, za ni države, ni problem plačilo, problem je pa pač zagotoviti bivanje v skupnosti. Mhm. In verjetno je pač zelo omejena svoboda in samostojnost v tem kontekstu. Ja, seveda, tam je pač režim, spanje na WC ne moreš, kot je tiščina WC in tako naprej. Ne. Pač tako veš, takrat, ko je za to določen urnik. Celo tako, da je odvajanje dvakrat na teden in pač, če te vmes tišči, je to malo. Dvakrat na teden? Ja, sta 2 dni določena z odvajanjem. Kakšna je pa ocena, v bistvu, koliko ljudi je v bistvu v tej situaciji v Sloveniji? Ti bom pustila raziskavo iz 2015, kjer je vse dokaj natančno določeno, ki sem pokazala. Dvomim, da so se številke bistveno spremenile. Na žalost preko 1500 ljudi, mlajši kot 65 let. 1500? Ja. In mi že v Sloveniji govorimo, je tako 10 let od deinstitucionalizacije, zdaj 15. in 16. maja bo na to temo ponovno 4. ali 5. ne štejem več, ker bomo spet teoretizirali. Konference? Ja, na Brdu. Kaj in kako začeti? Ne? O teh začetkih govorimo že. Seveda imamo tudi EU sredstva v ta namen, ampak seveda se pojavijo za druge stvari tukaj v tej bajti. In še, no. Intervjuje tebi, da ne bom jaz zdaj nalila moje spoved. Ampak hvala, meni so zelo dragocene te informacije, ker... Ja. 15-16. maj, deinstitucionalizacija. Ja. Kaj lahko naredim jaz v tem primeru? Boš to bom. Aha. Ja, lahko si pomemben element v temu, da pač opozarjaš, da kaj takrat je nedopustno, da se tudi denar, ki se črpa iz EU, ne uporablja za gradnjo ali prenovo novih institucij. Skratka, da grejo stvari v drugo smer. Okay. Ne? Ja. Zdaj pa mi ti povej, katere sistemske oblike diskriminacije postavljate v uspeh? Imate kaj vmes? Ne, jaz se zdaj prioritet še nisem delal. Najprej sem hotel priti čez vse primere, ki so na tej individualni ravni, potem pa v bistvu iti po temah, a ne, in se tudi sestati z predstavniki posameznih NGO-jev in okoliščin in v bistvu pravzaprav zares zvedeti situacijo, a ne. Nimam neke predagende, pa se seznanjam s tem, kaj se je dogajalo v prostoru prej, a ne. Tako da glede tega nimam nekih ta trenutek še sistemskih predlogov, a ne. Sam pohiti, ne? Ja. To bi mogel še biti, glede na to, da si tukaj pol leta. Res zdiš, če se smem dovoliti? Ja. Dokaj naiven. Glede na to, da si bil prej v NGO-ju, Ja. se mi zdiš, naiven z vidika upanja ali pa verjetja, kako odleše, tega ni, pa tega ni, pa tega. Pri nas je vse več ali manj en teater.
za javnost. Potem pa, ko vem, priješ bliže in mi smo jim zelo blizu, zelo preblizu, včasih, ko bi sam plivati začel, nič ni tako, kot se kaže, da je. Ne? Tega se zavedam in zdaj pač čisto vseh strategij, ne, javno tudi v tem trenutku o njih ne moram govoriti, ne, ampak problem, ki ga ima z samostojnostjo in neodvisnostjo, ne, če ste prej rekli v bistvu to, vprašanje usmerjanja denarja, ki se črpa iz EU in koliko od tega gre za programe deinstitucionalizacije, ne, lahko zastavimo tudi iz te točke, v tistem trenutku, ko je ta točka dovolj suverena, da to lahko naredi, ne, ker se potem lahko zgodi na nek način pač razne reakcije na avtonomno delovanje. Ne. Trenutno se jaz soočam s tem, da v tem prostoru niti ni, torej v političnem prostoru, ne, se vsakič znova na sestankih, recimo Medresorske komisije za človekove pravice, dobimo vprašanje, pa pod kater resor vi spadate. Ne. Torej, ni zavesti, da je neodvisnost tega organa del sistema, ker potem lahko tudi neobremenjeno postavljaš vsa vprašanja in jih javno izpostavljaš, ne? Ker drugače si del sistema, ne? Potem pa tega ne vprašaš, ker je to sporno za nekoga, ki ti je nadrejen in tako naprej. Ne? V to točko se jaz v bistvu pomikam s tem. Ne? In zdaj za začetek smo tule še preveč odvisni od MDDSZ. Od te institucije dobesedno na vratih naprej, do tega, da smo zdaj osamosvojili našo e-mail pošto, da ni na njihovih serverjih. Torej, nek osnovni fokus je v izgradnjo tega, da bi ta institucija bila samostojna. Jaz se zelo zavedam, da je vsebina tista, ki mora... Je tudi iluzija to pričakovati v tem tako majhnem prostoru. Vedno te hočeš nočeš, tata poline tam, poline tam, tate stigmatizira tako, ampak to ni problem za nekoga, ki ve, kaj počne. Veš, kaj počne. Če ti veš, kaj je tvoj fokus in kaj je tvoj cilj in kaj ti zagovarjaš, potem ta avtonomija hiše, stroja, ne vem, nima nekega resnega pomena. Vse tebi nikoli, nisem gospa Kopačeva, sigurno ne bo upala žugat na vrata, ne? Kaj si pa to dal ven? Ne, redko pride. Da. Ni še, mislim, da je se tukaj oglasila enkrat, ampak gre za druge vrste, pri različnih primerih, ki jih dobivamo tudi primere, ki so povezani s to hišo, kjer so kršitelji CSD-ji in tako naprej. In ta hiša je zelo povezana z tisto strukturo moči v CSD-jih. In spisi morajo biti ločeni. Neke te osnovne lastnosti neodvisnega organa, tudi mogoče malo iz izkušnje tega, kar mi je predhodnik pač povedal, da je tudi po njegovem bila ta nesamostojnost v smislu, da se na nek način ni mogel sam zares obrniti, ena glavnih hip tistega položaja, v katerem je on bil. Ampak se pa strinjam, da se v bistvu ob avtonomnosti akterja pojavlja tudi vprašanje vsebin. Ampak jaz ne prihajam z svojo listo vsebin, ampak jo nameravam v bistvu sestaviti točno iz dialoga z predstavniki, recimo tistih, ki jih tudi strukturna diskriminacija dosega. Ampak vse to je že narejeno, veste, jaz tako en popovdne za 2 uri se usedeva, da ti jih naštejem. To je tako banalna stvar. To je tako vidna, to lahko povsod najdeš. To ni nobena čarovnija, do katere moraš ti pijeti, ne vem, kakšno raziskavo. To raziskav je koristja. Zato govorim. Čas je za akcijo.
Ja, ampak vseeno to listje treba prebrati in vedeti, kaj v nekem trenutku je tisto, kar s to akcijo dosežeš. Ne? Tako da sem v bistvu zelo odprt za predloge in sugestije. Ja, kakšna pa tvoja plača? Jaz sem se zdaj začela kaj tikati, ne? Ja, se lahko. A te lahko jaz tudi nazaj? Ja, seveda. Okay, cool. Ni bi pa najbolj ljuta, ampak kaj se poznava iz ulice. Ja, jaz pa tudi iz NGO sektorja. Ja. Torej, moja plača je okrog 2340 evrov neto na mesec. Kaj pa kolegice, pravnice, spadajo v tvoj? Ne. Ampak ne morem komentirati Okay. njihovih No, osebnih ampak dohodkov. Kako se boste držali? Kdo vas je zdaj dolžen financirati? Ja, sredstva za naše plače, tudi moja je predpisana z zakonom. V zakonu je za zagovornika predpisan 55. plačni razred. Ne? Ja. In potem so sredstva bila določena v proračunu, ki je bil nastavljen, preden sem bil izvoljen. In od tega je bilo 130 000 evrov namenjenih bruto za plače, a ne? Vključno z mojo. Ne? Tako da ta sredstva so zdaj proračunsko zagotovljena. Ob teh pa imamo potem 70 000 evrov za materialne stroške, ki pa pomenijo v bistvu vso vrsto materialnih stroškov, ki jih pač tukaj... Od kurja do... Računalnika, licence in... Kakšne licence? Licence za software, licence za te programe, ki se uporabljajo za elektronske spise. Ne? In potem je zdaj s tem materialnimi stroški sicer mogoče tudi neke vrste storitev plačati, a ne? Kar pomeni, naprimer, tukaj sodeluje zdaj en študent, prej smo imeli študentko in študenta in možno je nekatere stvari v bistvu v okviru pogodbe o storitvi, ne? Ampak to je vse v letnem obsegu 70 000, ne? Zdaj, pred 2 tedni pa je vlada v bistvu namenila organu še dodatna sredstva za samostojne prostore, da bi ne bili več v Ministrstvu za delo, družino in socialno zadevo na teh 2 pisarnah, pač ta pa še ena taka pisarna so zdaj naše. Ne? To je 50 000 dodatnih. Ja. S tem protestom doseženi. Ne, teh 50 000 je bilo obljubljenih že 3 tedne prej, zaradi nekih intervencij tudi iz različnih strani. 3 tedne je bilo tudi po medijih komunicirano. Je pa res sovpadlo, da je na dan protesta, pol po 3 tednih vlada dejansko ta sklep sprejela. Ne? To je bilo tako, da je bilo, jaz sem dobil nek klic iz kabineta predsednika vlade, kjer je pač nekdo povedal, da bomo dobili za najemnino. To je bilo A to je najemnina? To je bilo za prostore, najemnino, ja, kupovali ne bomo, ne, za samostojnost prostorov, ne, da bomo dobili 50 000 za to, da za ostale stroške pa zdaj ni predvideno povečanje financiranja. Ne. V eni fazi je namreč tudi Ministrstvo za delo samo predlagalo, da bi se v bistvu tukaj povečala vsota tako za ekipo, ki dela na tem področju, ne, da bi lahko na okoliščinah delali pač ljudje, ki se spoznajo na okoliščine, ne, da bi lahko v bistvu razširili strukturo na ta način in da bi vse to, kar je v načrtu, da izvajamo, lahko pač tudi zares izvajali. Zdaj nimam recimo, mi še nimamo domače strani, ker se še nismo enostavno imeli časa s tem ukvarjati, to narediti in nisem imel nikogar, da to naredi. Ne? Ampak domače strani za nek državni organ. Ne? Kar... No, sam je. Ja, prejšnja je. Ja, prejšnja je. A da bi pa to uporabili prejšnjo pa? So stvari, ki niso več aktualne izune, mogli bi jo dopolniti, tako da pač, ampak zdaj dobesedno nismo še imeli nikogar, ki bi se lahko v to poglobil pa to delal. Ne. Zdaj poročilo smo danes objavili na njej, a ne, je dostopno tudi elektronsko, poleg tukaj na zagovornikovi strani. In torej,
ta del je bil obljubljen že prej, tudi po radiju je bilo komunicirano. Jaz sem pa dobil iz sestankov na finančnem ministrstvu nekako signale, da to bo raslo počasi in progresivno in tako naprej. Ne? Tako da potem pa na dan protesta so upadlo, da je takrat bil pa tudi ta sklep na vladi. Ne? Tako da je potem pač se je realiziralo tisto, kar je bilo že 3 tedne napovedovano, vendar ne v obsegu, v katerem smo pač predlagali. Ne? Ker PR-ovsko doma je smešno, no? Jaz sem doma to opazovala, kolegice tam snemajo. Mogoče je bilo 10 protestnikov, 20 novinarjev. 2 novinarja na enega protestnika. Ja, mislim, da je govori, pač na pamet. No, potem pa 2 dni, potem pa 50 000. Tako, Isti dan? A isti dan? Isti dan na seji. No, jaz sem pa v danes rekel, wow, kaj če bi še mi vprašal, če bi tako dali na vrata, ne? Ja. Zakaj smo tako. No, jaz sem ta predlog za ta korak formuliral januarja, pač takoj, ko sem prišel. Namreč v tej sobi je bilo prej neko skladišče in nas so opozorili, ker je gor bila proizvodnja akumulatorjev, da pač tukaj nekaj smrdi, ampak meni se je to zdelo miramo plac. Saj tukaj v sobi jaz delam še skupaj z eno sodelavko pravnico, v drugi je pa še ena, pa še en študent, tako smo razporejeni. In potem po parih tednih, ko smo bili tukaj not, je ta hiša dejansko nekaj takega tukaj, in pa so nam povedali po hodnikih, ja, se iz teh pisarn so se pa že mnogi selili, ker te pač po parih tednih začne nos imaš skozi poln, glava boletnik, zdaj lažje, ker je pač skozi okno odprto. In kaj pa, da bi si šelali pisarne še s kom? Ja, zdaj, glede te... Naprimer, z uradom, jaz prav... Uradom varuhinje? Ja, zato ker oni imajo take predsedniške prostore, mislim, iskreno lepše, kot predsednik republike, iskreno rečeno. Itak 3/4 je praznik, potem pa imajo tudi infrastrukturo, se pravi dodatne pravnike, ki bi se lahko jih šelali spet. Ja. Zdaj, jaz sem pač prosil za sestanek in 23. decembra smo se tam tudi oglasili in razložili našo situacijo, naše naloge in našo v bistvu majhno kapaciteto, da jih izvajamo, pa še zdajšnjo odvisnost od MDDSZ-ja. In tudi jaz sem predlagal, da če bi bilo mogoče organizirati to v okviru pač tistega poslopja, ampak sem dobil negativen odgovor na to. Njihovo stališče je, da mi smo samostojen državni organ, ki mora svojo, bi rekel, bivanje urediti samostojno. No, vem, jaz pa z vidika državljanka te države, pa gledam, kje bi se stroški dali prišparati in po pravici povedano, jaz gledam, koliko stane ta organ mene, tudi mene, a ne kot davko plačevalko in kaj jaz od njega dobim. Tako, ja. In ne vem, en urad, ki še obstaja toliko časa, ki ima preko 40 zaposlenih, ker varuhinja ima preko 5000 plače, kaj pa dobim jaz sem se že velikokrat obrnila na njo, tudi, ne vem, pol centa, njo gleda izplena tako z vidika človekovih pravic za uporabnike, za državljane, za tiste, ki so v domovih pozaprti. Nič. Jaz bom mogel dati več od sebe. Ja, jaz ti bom zapetani. Super. In bom neizprosna. Tako da, še to sem hotela že. Kdaj boš dosegljiv za ljudi? Je to predvideno? A je samo preko e-maila? Ja, zaenkrat je samo preko e-maila. Kdaj pa bo tako? Takoj, ko pridemo v lastne prostore. Zato, ker zdaj imamo pa samo eno v bistvu problem imamo. Zdaj smo pripravili poslovnik, po katerem bodo postopki pri nas tekli. In ta poslovnik smo dali v mnenje
Ministrstvu za delo, družino in socialno zadevo kot predlagatelju zakona, Ja. ali ustreza temu, kar so imeli v mislih. Ne? In pri tistih proceduralnih vidikih, ki sem jih prej omenil, kaj mi smemo narediti na terenu, ali lahko zahtevamo na licu mesta odpravo diskriminacije od kršitelja, ne? Ali lahko mi zahtevamo tudi konec koncev pregled določenih situacij, v katerih sumimo, da se diskriminacija izvaja. Ne? Obstajajo zdaj neke nejasnosti, koliko je naš mandat. Jaz samo ne bi rad, da se nam zgodi, da nam v bistvu proceduralno stvar potem pade. A ne? Da v tem smislu dorečemo postopek, potem pa začnemo z konkretnimi postopki na terenu. A ne? Zato, da ne bomo šli v akcijo in potem doživeli, ker teh izkušenj imam že kar nekaj, ne? Saj vi pa nimate formalne pravice, da to in to izvajate in tako naprej. Ne? Zato smo zdaj malo v tudi tem zaostanku, v redu, pa tudi z 1. aprilom je bila zaposlena druga pravnica, inšpektorca, ne? Ekipa se zdaj kompletira, naredili smo pregled stvari in v bistvu imamo pripravljeno poslovnik že, samo hočemo še mnenje od ministrstva, ali je to, kar so imeli v mislih, in korespondenco z inšpektorji, da ko bomo mi neko stvar odkrili, da ne bo to potem ostalo v zraku, ne? Ker bomo lahko šli tja, potem pa seveda jaz bom lahko šel to v medije povedati, ne? Ampak prave sankcije za kršitelja, tistega, ki bo povzročil konkretno diskriminacijo, pa ne bo, če ne bo odzadaj tudi en aparat se priključil. Ne? In zdaj gre v bistvu za to, da zdaj pa je pa res, to je država, stvari se pa tule obračajo zelo manj hitro, kot sem jaz vajen iz NGO-jev, ampak kljub temu mislim, da bomo absolutno pred poletjem začeli s konkretnimi postopki, to pa tudi pomeni s konkretnimi sprejemi strank tukaj. A ne? Se pravi, zdaj, ta trenutek ne sme noben še trkati na vrata. Lahko. Tako? Sem pač v tem smislu ne moramo zdaj postopka speljati. Ne? Aha, se pravi, ne morete še zapisati mene kot. Lahko pobudo, ja, lahko podaš Lahko. pobudo v živo, ja. Okay. Daj pa, če poveš malo za reklamo, ob kini ura, kje dneve. Mi smo do zdaj imeli, mi smo pač nismo razglasili uradnih ur še, ker enostavno nismo imeli ljudi, ki bi bili kle. Ne? Še enkrat ponavljam, pač tretja oseba je kle zaposlena od 1. aprila. A ne? In nismo še organizirali se tega. Zaenkrat tudi nimamo prostora, zdaj lahko gremo v sejno sobo. Tukaj je čisto prijetno. Ja, zdaj, ko je popoldne in... Prebustjano, veš? Ja, Vem, da sem prišla, južna stran. tam sem videla uno steno, Od one stavbe, ne? cementno, ja. In sem rekla, ko da si v prisilnem zaporu. Ja, jaz sem tam bil v novembru, v decembru in potem sem v bistvu se mogel boriti, da sem dobil računalnik. Tako, osnovo smo tam sestavljali. In tu v decembru smo se preselili sem in ta pisarna je bila nov svet. Ampak je pa nekaj teh korakov, no jaz jih tudi nisem pričakoval, priznam, ta birokratski aparat te malo potegne ven, ampak jaz nisem prišel kle sedeti v pisarno, ne? Mislim, to nisem delal prej, če bi imel to nisem delal prej 15 let in tudi zdaj ne bom, ne? Samo neko okolje za to, da lahko korespondiramo z ostalim sistemom, a ne? Da nas tudi ostali državni organi resno jemljajo, pa moramo vzpostaviti. A ne? In naprimer, jaz moram narediti stvari, kot je akt o notranji sistemizaciji, pa tudi, če imam samo 2 zaposlene. A ne? Moram izpolniti te državne kriterije, ker če ne, dobivam, saj to je pa kršitev. Ne? Naprimer, tudi za nas veljajo, moramo zadostiti nekim zakonom, ker smo državni organ, pa še toliko bolj pod nadzorom, a ne? In zdaj mi tukaj neka čas in energija v tej prvi fazi odtekata. No, to je moja pobuda, da bi mogli biti, ne vem, z urado varuhinje, da bi prav pri teh izpolnjevanju teh birokratskih anonimnih stvari preskočila pomoč. Ali je to pri nas nemogoče? Mi smo dobili... Je treba vse jogo na novo odkrivati Ameriko, ne? Jaz sem take sestanke z drugimi zaposlenimi na uradu tudi opravil, zato da sem se poskušal pač seznaniti z njihovimi predlogi. Je pa res, da so oni rekli, da se je urad varuhinje postavljal 1 leto.
da so dobili takoj 500 kvadratov, da so dobili neke premestitve iz drugih organov, da je bila ekipa 8 ljudi, da so eno leto pripravljali poslovnik, a ne, kako bodo procesirali. Ampak ni treba, da potem da to tudi mi počnemo, ne? Ljube, ne? Kao, če smo pa mi toliko pa dejte, vse vi. Ja, ne, mi smo pa dobili drugačna pisma od njih, a ne, ko se je nekdo pritožil, da nismo procesirali njegove prijave, smo dobili, v bistvu smo prišli v postopek pred varuhinjo, ne. Jaz sem se mogel zagovarjati, zakaj nimamo še postopkov za državljane, ne, ker pač je bila pritožba in smo potem to tudi pojasnili, ne, da v danih razmerah pač lahko naredimo tisto, kar lahko, ne. Torej, jaz sem januarja, februarja bil kle sam in sem delal te sistemske podlage, zato da smo sploh zaposlitev lahko naredili, ne? Ker je tudi ta del bil potreben. Ne? Kaj pa, v katerih primerih boste uporabili institucijo za presojo ustavnosti? Ja. To tudi daje zakon. Tako. To je eno od posebnih pooblastil, ki jih pred sodišči, ne? Ja, ki jih zakon daje in to je to, kar nastaja v poslovniku, a ne? Neki kriteriji te širšega interesa, neke kriterije bomo mogli sprejeti, na podlagi katerih bomo se za to odločali, ne? V tem smislu. No, kaj sorry, jaz nisem pravnica, ampak to, kar sem brala ta zakon, Ja. to je zelo nedorečen zakon. Ja. Zelo. To, mislim, lepo se sliš, ampak kako, pa kaj, pa kako se bo to z drugimi organi korespondiralo. Ja, inšpektorati so na stališču, da vsak po svoje tolmači, kaj mora. Enim se zdi, da jim ni treba izvajati tega zakona, ne? Čeprav noter piše, zagovornik in inšpektorat izvajajo ta zakon. Ne? Torej, gre za... Vidim ogromno takih proceduralnih konfliktov in sporov in nedorečenosti. Ne? Preden bo zadeva lahko sploh zaživela. Kako bojo kakšna res temeljna vprašanja sistemske narave. Ne? Ajde, dajmo vzeti to institucije, ne institucije. To bojo hudi konflikti. Ne? Ker seveda je državi lažje izbrati nekaj, kar je pač utečeno in kjer ima volilno bazo. Ne, seveda, kdo ima tukaj v tej bajti volilno bazo? CSD-ji, zavodi, taki in onaki, ne, in vsa ta socialno-zdravstvena mašinerija. To sam 1% sešteješ. Kdo bo temu nasprotoval? A sem dopustila brez besed? Ne, zelo relevantno vprašanje, se strinjam. S tem se bomo soočali, no, v naslednjih letih. Ne? Aha. No, jaz sam si želim, da bo to še en velik birokratski aparat, ko bo na koncu, ja, več kot to ne moremo. Ne? Ja. Kar je modus operandi velikrat v državi, ne? Ali pa največkrat lahko. Ne? Izjem skoraj ne poznam, razen pri nekaterih posameznikih, pa so oni toliko trmasti, ampak kot nek organ pa skoraj da ne. Ja. Bomo probali narediti nekaj drugega, ne? To je moj namen. Je pa res, da tudi sam v institucijskem smislu pač v prostor vstopam in moja izkušnja je, da ga moram prej malo spoznati, da ne bom pri prvem ovinku ven odletel, no, tako. Ampak to pa ne pomeni, da bom skozi tako počasi in ziheraško peljal, no. Če sem tako malo metaforičen. Pa zelo bi bil vesel, ne, zdaj je objavljeno zdaj tudi na strani, drugi link, lahko tudi fizični izvod, ne, dam feedbacka na to poročilo. To je eno uvodni input, ne, in noter so
navedeni ne samo, ja, tudi partnerji, a ne, v tem procesu. In vsakršnega kritičnega feedbacka bom zelo vesel. No? No, bomo poskrbeli. Hvala lepa. Ja, hvala za ta intervju. Veselim. Jaz upam, da boš pospešil svoje obrate. Obrati so, hvala, mislim, obrati so veliki, sam je pa res, da se zdaj ne vidijo. No, s tem poročilom se že nekaj odkriva, ne? Ampak zdaj res to podlago trdno delamo. Ne? Ko pa bomo stali trdno, pa gremo naprej, gas, mislim tako. No? To se pa zavezujem in čez nekaj časa sem na voljo, da se spet razložim, ne, kaj od tega je narejeno. No, hvala. Elena, hvala. Čau.